Tako kot v šoli obstajajo pravila, ki se jih treba držati, obstajajo tudi pravila, ki se jih morajo v medsebojnih odnosih držati države. Poznamo jih pod imenom mednarodno pravo. V njem je na primer zapisano, da ena država ne sme napasti druge države, kako se rešujejo spori in podobno. To niso zakoni, so nekakšni dogovori med državami. Če se jih držijo vse, je življenje na svetu bolj pošteno in mirno. Pravila so se po drugi svetovni vojni oblikovala pod okriljem Združenih narodov. V mednarodnem pravu velja načelo suverenosti držav. To pomeni, da vsaka država sama odloča o svojih zakonih in o tem, kdo jo vodi ter kaj se dogaja na njenem ozemlju. Velja tudi načelo pravice narodov do samoodločbe. To pomeni, da o tem, kako želijo živeti in kdo jih bo vodil, ljudje odločajo sami in ne kdor drug. Nakup države po sodobnem mednarodnem pravu torej ni mogoč, saj se je večina držav sveta zavezala, da se meje suverenih držav ne spreminjajo zaradi denarja ali sile, odločajo lahko samo ljudje. V preteklosti so države kupovale ozemlja, ne pa držav, kakršne poznamo danes. Danska je na primer v preteklosti že prodala del svojega ozemlja Združenim državam Amerike. Leta 1917 je za 25 milijonov dolarjev v zlatu prodala 3 majhne otoke v Karibskem morju. Takrat so jih imenovali Danska zahodna Indija, danes pa jih poznamo pod imenom Deviški otoki. Danska je v tem vprašanju celo organizirala referendum in večina Dancev je podprla prodajo, prebivalci kolonije niso imeli glasovalne pravice. Obe državi sta podpisali mednarodno pogodbo in kot del dogovora so ZDA priznale dansko suverenost nad celotno Grenlandijo. Kako bi torej ameriški predsednik Trump teoretično lahko dobil Grenlandijo? Prebivalci največjega otoka na svetu bi se morali najprej na referendumu odločiti, da se odcepijo od kraljevine Danske, h kateri trenutno spadajo. Ko bi se osamosvojili, bi se morala na novem referendumu večina prebivalcev strinjati s predlogom, da želijo postati del ZDA.